In s tem si jaz obračam misli, a veš, dobesedno vračam misli, pa vse neke negativne stvari odklopim. Fotografij ogromno, ampak videoposnetka nobenega. Če kdo ve, za kakšen videoposnetek Madonna ga kupim za čisto zlato. Ta muzej je bil včasih družine piranske de Castro, to je najstarejših piranskih družin. Jaz sem po duši Pirančan. Primek Mahnič tudi piše v pokrajinskem arhivu Piran, že od leta 1584. Ne da rečeš, moj moče je to oljčno olje, pejdi si ga kupiti v Lidl, pa v Hofer. Pa veš kaj, to je bilo toliko kontradiktornih stvari v naši zgodovini, da mi ni bilo jasno, veš, rabiš dosti prakse pri teh stvareh. Ja, tekle se sproti kaj naučiš, no, da učimo se celo življenje. Ma kaj smo že začeli uradno? V bistvu snemamo sicer že, bomo pa že začeli. Ampak lahko začnemo uradno, praviš? Glej, po želji. Mislim, v končni fazi ni tako, veš, se ne začne nikoli tako, da... Dobro, da začnemo, recimo, zdaj bom začel jaz, na primer. Hvala lepa za povabilo, Silver. Jaz te bom tako klical, vse vem, da imaš razne nadimke, ne vem, a za mene si Silver, tako te imam shranjenega v telefonu. Kot drugo, no, da se predstavim tvojim prijateljem, poslušalcem, jaz sem Elvis mi je ime, sem Pirančan, rojen Pirančan, Istrijan in Istrijani ne poznamo dvojine. O tem bomo govorili malo kasneje, ne, množina pa dvojina in, no, jaz sem se predstavil, zdaj pa ti pomagaj mi, če ne bomo rezali. Super. Ne, v bistvu, jaz sem te povabil, ker se mi je zdel tak tisto vsebino, ko si je delal, mi je bila taka ful simpatična, no, tako res glede AI-ja pa te zgodovinskih fotografij, pa tako prisrčen se mi je zdelo vse skupaj, ne, in sem tak nekako začutil, da bi bil lahko ful zanimiv pogovor s tabo. No ja, se veš kaj je tole, to so stvari, to je hobi za mene, včasih sem stare razglednice zbiral, fotografije, ne. Pa se časi se spreminjajo. Jaz s tem, veš, imam svoje neke probleme, kot tegobe, kot ima vsak, neke take težave. In s tem si jaz obračam misli, a veš, dobesedno vračam misli, pa vse neke negativne stvari odklopim, ker v tem delu jaz uživam, ko ustvarjam muziko, glasbo, kolaže, ne vem še kaj vse, pa brskam po arhivih in tako dalje. Ampak zdaj, recimo ti si sicer imaš ogromno teh nekih fotografij, ne, starejših. Ogromno, ja. 3000, nisem jih ni dreštev, samo če greš pogledat v mojo stran, tam je shranjenih vsakemu dostopno okrog 1500 starih fotografij, Pirana, okolice, levo, desno. Da ne govorimo 360 stopinskih fotografije, malo kje sem videl, da bi kdo objavil, zdaj so šli iz mode ven, veš kakve so 360, to sem ful iz teh slik objavil, ampak veš, to je šlo iz mode ven, da bi se da niso tako aktualne. To je pa še ta umetna inteligenca, meni so že doskrat veš, Facebook, pač avtorske pravice, pa vam zbrišemo v levo, pa avtorske gor, ne, se razumem, avtorske pravice sem, veš kaj, mi smo starejši ljudje, briga me, kaj smo že v letih, kaj mi bojo zdaj razbijali, ampak pošteno. No, in sem prišel do tega zaključka, če bom ustvaril vsaj, mislim, sam s pomočjo umetne inteligence, me noben ne bo tečnaril za te avtorske pravice. Tako da jaz dejansko hočeš nočeš, sem ustvaril do zdaj preko 200 slovenskih pesmi, 200. To vse na spletu, to ljudje poslušajo, 3,5 milijona, sam sem nekako neviden, ne? Ampak se pointa o temu, da čez 10 let, čez 10 let bo pa neki rezultat, ko bojo zanamci pač imeli dostop, pač bojo rekli, to so pa bili prvi koraki, prve slovenske pesmi narejene z umetno inteligenco, jih je naredil ta pa ta, a ne? Čez 10 let, zdaj ni važno, čuj, ni važno. Veš kaj, recimo, veš kaj mi je v bistvu bilo ful simpatično, besedilo si sam napisal, recimo. A res? Kje si dobil inspiracijo? Včasih mi prosim umetno inteligenco, da mi jo napiše. Včasih dobesedno skopiram, ampak da, recimo tisto, ne vem, v eni pesmi poje v babici, jaz namesto babice napišem nona, ne, pa še par besed zamenjam, je ful podobno, ampak je moje besedilo, vse, ampak zopet umetna inteligenca, no, ta suno pobere, kar njemu paše, tako da težko reči, da je neka kopija, zopet ena čisto drugačna zgodba. Pa lahko čisto isto besedilo skopiram, pa je nekaj drugega.
tako da težko reči, vsaj za besedilo pač avtorski. Ne, zdaj jaz od včeraj sem jaz uradno avtor vseh pesmi, kar sem jih ustvaril do sedaj. Čakaj, to me pa zanima. To pa sem pač preko paketa gor dol in sem dobil pogodbo pač za vso glasbo, ki sem do sedaj, to sem dobil preko maila za vso glasbo, ki sem ustvaril do sedaj, sem avtor jaz. Ampak, kdo ti je pa recimo na kak način, lahko kaj več poveš recimo, kako si prišel recimo do tega, to ti je v bistvu kdo, kak provider to dal? Ne, to, ko sem nedal pogodbo, jaz delam, ne vem, jaz se na to ne spoznam. Sazas, IPF ali? Nekakšni Sazas, ne, jaz sem avtor, lahko bo, a Sazas meni mogoče en dan plačeval, če bo hotel vrteti mojo muziko. Okay. Ampak to ni meni interesov, veš, to je za... Kje si pa prijavil potem te komade? To mi je Suno naredil. Program, aplikacija, tale, znana aplikacija, ja, Ti si lahko, veš, copy-paste do zdaj za fliku gor, pa samo isto ni bila tvoja pa moja muzika, ne, si skopiral nekje. A zdaj, ko imam jaz, sem pač, ko se reče, član Sunota, ne, da besedno plačujem, delam vse po regelcih in od včeraj dalje sem tudi uradno avtor vse te glasbe, ki sem jo do sedaj pač objavil. Moj besedni zaklad, se ti pravim, jaz imam problem s slovenščino, ker Istrijani ne poznamo dvojine, ne. Jaz se ljudem opravičujem, sem tak in tak. Si predstavljaš, ne? Si predstavljaš, da sva jaz, pa ti, pa tu še ful ljudi, tu noter, ne? Pa bi začel s tole, ja, jaz pa ti sva tu najbolj pametna, ne? Jaz pa ti, ne, sva, ne, najbolj pametna. To začneš izločati ljudi. Čak poslušaj, izločaš ljudi. Istrijani, ne, sva jaz pa ti, pa tu je ful ljudi. Rekel, mi smo pa najbolj pametni tu, ne, mi. Pa zato Slovenci tak radi grejo dol v Istro, ker mi združujemo ljudi, veš, jaz imam velike probleme, recimo tu v Celju, kaj sem... Ne, ja, pač, to je dvojina pa množina, v tem je problem, ne? Recimo, gremo midva... Samo čakaj, a nisi ti zadnjič povedal, da se bomo pogovarjali o puncah, kam vzeti umetna inteligenca? Ne, res čakaj, zdaj sem malo zaprknil. O AI puncah se bomo pogovarjali, ne? Dobro, no, ajde, pustimo stati, bomo šli potem. Ja, sem slabo razumel, ajde. Ja, ne, kam bo odnesel? Dobro, ja, se strinjam. Ajde, gremo nazaj k umetni inteligenci. Midva sva se v bistvu enkrat srečala, se pravi, povabil sem te na pijačo, zato da pa malo se spoznala pa tako, no. Pač želel sem tudi videti, kako deluješ, kako razmišljaš pa tako naprej, a ne. Pa da smo se mogoče malo bolj podrobno pogovorili, ali bi snemala, ne bi snemala, pa tako, a ne. Bi pa v bistvu želel vedeti kaj več, recimo, ne vem, kako si ti recimo prišel, glede na to, da si starejša generacija, pa zelo veliko recimo uporabljaš umetno inteligenco, ne. Ja. Kako se je recimo tvoja pot začela, ne vem, recimo, kdaj si začel zbirati fotografije, kdaj si začel recimo z tem... Veš, kaj, to je zdaj več zornih kotov, recimo, veš, ko prideš v penzijo, ne gledam dol Pirančane, gre v penzijo, zjutraj vstane, pa gre na kapučin k starcu, ne, ali pa gre tam, ne vem, tam na avtobusno postajo, nekje na rivo, gre na kapučin, pa gre na en čiret okrog pristanišča, pa gledajo, kaj delajo smetarji, škovacini, rečemo mi, pa gre potem na en šnopček, mislim, ali pa na kakšen decibelga, ali pa še en kapučin, in tako je, veš, to je ona rutina enega upokojenca povprečnega upokojenca. Jaz pa ne hodim v lokale, razumeš, nijem une ta prave družbe, nisem glih dol v Piranu, Celje je bolj tak, vse lepo, ampak ni tak film jutranja na soncu, veš, se ne more primerjati Celje, ko gledaš morje, ne, se ne more. To je bolj megleno, ne? Žal mi je. A veš, pa jaz sem večinoma doma in pač sem padel v to, veš, to me vleče, jaz imam milijon idej, veš kaj, lahko reči, ja, to je umetna inteligenca, gor dol, ampak za vsako stvar moraš ti narediti, za vsako stvar svojo zgodbo. Pri vsaki stvari, vsak izdelek, ko naredim, moram narediti neko zgodbo, da bo neki video kompakten z glasbo, s trenutkom, pa tudi kar je ljudem všeč.
Ampak kje si pa recimo začel črpati to? Kje se je to recimo začelo? Ne vem, recimo si v mladosti bil recimo ful umetnik, si celo življenje se z umetnostjo ukvarjal, recimo z glasbo, risanjem, karkoli. Jaz delujem, kar ljudje ne delajo. Jaz imam čisto svojo umetnost. Jaz sem ta pravi umetnik, jaz delam, kar drugi ne počenjajo, jaz nobenega ne kopiram. Jaz, ne vem, je še kdo, poznaš koga, ko je naredil cel dokumentarec ali pa film z umetno inteligenco, starih fotografij, malo muzike in skupaj pa se to premika. Jaz sem leta in leta, jaz sem pač Pirančani smo ponosni na naš tramvaj. Jaz sem gledal recimo v Ljubljančini stare posnetke ljubljanskega tramvaja, pa Tržačani so imeli ta tržaško, ko se že reče, kako se reče, občinski ta tramvaj, mama moja, glej, ljudje, prostite, glavni Tržačani so imeli, imajo svoj tramvaj in sem iskal tudi, veš, po arhivih, če bi bil kakšen posnetek piranskega tramvaja, veš, ko je včasih vozil od Pirana pa do Lucije. Samo ne obstaja na stotine fotografij. Zakaj pa misliš, da ne? Mislim, kaj se ne vem, jaz se ga nisem našel do zdaj, vse po italijanskih arhivih, slovenskih, avstrijskih. Fotografij ogromno, ampak videoposnetka nobenega. Če kdo ve, za kakšen videoposnetek Madonna ga kupim za čisto zlato. Pravi videoposnetek. No, jaz sem, ker leta nisem našel tega videoposnetka, kak je to zgledal tramvaj, ki se premika po Piranu, sem ga naredil jaz, da se premika. Za avtentično fotografijo sem ga obarval in potem vsako postajo posebej se ta tramvaj fura do Lucije pa nazaj. Ne sam košček, cela pot. Od Pirana, Bernardina, Portoroža, Lucije, saj se lahko ljudje pogledajo na YouTube ali pa... Se bomo dala linke noter, ja. Ampak veš, kaj me skrbi, da 30% Slovencev sploh ni vedela, pa ne ve, da smo imeli Pirančani tramvaj. Za večino to ni pomembno. Vsak Slovenc ve, kje je Aljažev stolp, to vsak Slovenc ve, ampak da smo imeli Pirančani tramvaj, čuj, to je naš ponos, da bi ga enega Štajerca, kaj, Piran, ja. Pa ne vejo, ne, v Piranu bil tramvaj, ja. Pustimo stati, menjamo temo, gremo naprej. Ja, mislim, to so stvari, jaz mislim, da so zgodovinsko dejstvo, ko je ful dober se zavedati tega. Ne? Ja. Sej, ima v bistvu Piran kak muzej ali pa je ta zgodba? Seveda ima. Pomorski muzej, na Vogalu, ja, pomorski znanci. Okay, pa je noter v bistvu tudi naveden tramvaj? Ta muzej je bil včasih družine piranske De Castro, to je najstarejših piranskih družin. In družina Castro po Krajlinskem, mislim, da ne vem, po Krajlinskem arhivu v Kopru, zdaj se preselil v Kopru, so najstarejši zapiski iz 9. stoletja. Veš kaj, 9. stoletja, ne, veš kaj je bil, Primož Trubar je bil tam, 9. stoletju so najstarejši zapiski o tej družini Castro, De Castro. No, zdaj tam noter je pomorski muzej Sergej Mašer. So v bistvu potomci te družine? Ne, ja, potomci so, ja, živijo že leta v Dženovi. Vidijo sem na dopustah vsake tako časa. Na tip je bil pisatelj, pa zgodovinar, pa... Ja. Se pravi, v bistvu je ta družina dejansko tudi verjetno največ zgradila v Piranu, pa tako naprej. Kako je to izgledalo? Piran ima kar nekaj takih močnih družin, recimo Fonda prav izhaja iz Pirana. Ti znam primek Fonda? Ja, tudi dosti igralcev je Fonda, veš. Okay. Potem je De Castro, je Petronio, je Rozier, je Bačiki, je ogromno teh, zdaj mi ne pride, ampak to so ljudje. Piran je bil vedno zelo, zelo, zelo bogat, ker izdelovali, mislim, tu so bile soline, v svoj čas je bilo to 60 skladišč tam v slovenski Istri, ne, teh solin. To je bil, in to so bili trezori. Pod Avstro-Ogrsko so bili žandarji, veš, ko so čuvali soline, to je bilo kot denar. Ja, rimski vojaki so dobivali plačo v soli, zato še danes reče il salario, salario. Pa nas učijo, da so piranske soline nekaj iz 12. stoletja. Ni res,
Piranske soline so obstajale že za rimske čase. Se lahko preverijo v italijanskih teh. Za so je bila zelo pomembna za shranjevanje že prehrane. za Ne? rimske čase, ne srednji vek, lepo prosim. Zaradi shranjevanja hrane je bila so v bistvu daleč najbolj pomembna. Edini konzervans, Ja. ali pa razen bulje. Ne. Tako. Zato so takrat Rimljani lahko tako napredovali. Ja. Si bil ti v bistvu, si rekel, da si v bistvu umetnik po duši, ne? Ja. Si se v bistvu v mladosti s čem ukvarjal, tako kot je bilo recimo full Jaz sem passion? 12 let igral trobento, Aha. ja, že od 6. let. Dali so mi rok igrati, ki sem bil primičken za trobento. To mi ne gre v glavo, zakaj. Jaz nikakor nisem od unga roga, kako rečejo. Rok. Ja. In sem pač 7 leti sem začel se učiti trobento. Pol sem bil 14 let, sem šel v piharni orkester Piran. In tam pri 17 letih smo išel pihalni orkester Piran na Dunaj in tam, veš, katero mesto smo zasedli, drugo svetovno prvenstvo v pihalnih orkestrih. A dirigiral je tale Leander Pegan. To so bili lepi spomini, rasturali smo. Ja. Pa si v bistvu iz kje ste pa stanovali v bistvu? A takrat na Dunaju, v hotelu? Ne mislim, kje ste stanovali kot družina? V Piranu, se pravi si čisto Pirančan. Jaz sem do otroštva in mladost sem preživel v Piranu do 30. leta. Jaz sem po duši Pirančan. Primek Mahnič tudi piše v pokrajinskem arhivu Piran, že od leta 1584 zapisan. Ker, veš, pri tem so bile v isti hude kuge in Istra je ostala brez ljudi. In lastniki te Istre so bili takrat oglejski patriarhi in to je biznesa ni bilo, ker so imeli znjive ljudi, ni bilo, ker je vse kuga pobrala. In potem so pa začeli pobirati, iskati kolone, bi rekli, tam iz Hrvaške krajine, pa Slavonije, pa slovenske, gorenjske, pa štajerske. In takrat so prišli prvi ti staroselci v Istro. Pri njimi ni bilo nikogar, je vse pomrlo, razumeš, pomrlo. Kuga, 1, 2, 3 kuge so bile. V katerem obdobju je bilo to? To je bilo v zgodnjem srednjem veku, 1200, 300, 400, 500 so bile hude kuge. Benetke, lih tako je ostala skoraj brez prebivalcev. Ne vem zdaj točno stoletje, ali se vem, sem vedel na pamet, zdaj sem emšal. Ljudje preverite, Wikipedija, poglejte. Kdaj so bile kuge v Istri, piše vse, gledaj. Ja, in ni bilo ljudi, in takrat smo tudi, izgleda, ta družina Mahnič prišla v piransko občino. In oče od moje mame so bili pa Stipančiči, pa so bili Izolani. Tako da sem čisti Istrijan, puro bi se rekel. Se pravi, trobente si šel v bistvu potem, si še kaj delal v glasbi? Veš, da se ne spomnim. Ne, čisto na koncu, ko sem bil v vojski, sem igral še v bendu vojaškemu, pa so mi trobento ukradli, pa sem dobil vojno odškodnino, sam trobente nikdar več nisem kupil. Dobil sem pa vojno odškodnino, ker je bila pač pod stražo in izginila vse glih. Ne vem, kako, pojma nima. To pa nekje blizu Maribora. Vidimo to, nema. Ja. Pa še ura je to. Ja. Se je tam le lučka tvoja tripa. Zanimivo. Ja. Kako se ti pa v bistvu življenje potem naprej odpeljalo? Tako si v bistvu šel kaj drugega delati v življenju? Na kak način jaz se sem ti je... celo življenje gostinc. Že, kar pomnim, ker moj nona imel gostilno v Trstu. Ja, mene so me gnali ven z šanka, veš, ki sem bil brez veze. No, jaz sem šel na gostinsko šolo, ker vsa moja rodbina so gostinci, veš. Pač vsi se v gostinstvo ukvarjamo, sem šel še jaz. Sam mi nikdar ni ležalo, ne. Mislim, cela vaša družina je bila v bistvu gostinsko? Rodbina celo, ja, eni imajo kmečki turizem, meni so imeli restauracije, imajo gostine, imajo levo, desno, vsi ti moji bratranci, sosedje, mislim, so bratranci tudi bil kelner, pa teta kuharca in tako dalje.
Dobro, se v bistvu končni fazi za obalo, recimo, oziroma to je že za... tradicija naše rodbine, smo vsi tam. So še zmerom aktivni nekateri? Ja. Je kaj kakšna znana taka, ko je dal, recimo, ko je... Ja, je ta kmetija Mahnič, iz Dragonje, zelo znana. Pol je bar pri Danilotu iz Trsta, znan v Trstu, ker ima tudi tam loterijo in še take stvari. Mi ne prideli, nisem mislil. Ja, razumem. Pol bratranci iz Poreča ima blizu 20, ko se reče, ima en hostel, pa restauracijo. Pa so v bistvu vse rodbina pelje naprej. Kot da so vsi vpeti v gostinstvo ali pa v penziji. Ja. Moj oče, moji so se večinoma, moj oče se ukvarja, ima zdaj ne več, ker pač ima zdravstvene probleme, imamo odlično olivno olje. Res? Ja. Ne da rečeš mojemu očetu oljčno olje, pejdi si ga kupiti v Lidl, pa hoster. Mi imamo samo domače olivno olje. Ja, tako je. Mi smo od zmeraj bili Istrijani, smo delali olivno olje. Odkar smo samostojna Slovenija, smo postali Istrani, pa oljčno olje. Daj. Vse ni pomembno, samo meni vseeno, ja. Tako. Zanimivo. Še kaj? Prosim za vprašanje. Veš, kaj se čist, me zanima, tako, kako imaš, kako si prišel, kako si recimo prišel potem do teh, recimo, odprtosti, veš, recimo, da si generacija, ne? Ti si že v penziji, ne, po domače povedano? Ja, jaz sem v invalidski penziji, ker sem že štikrat prebolel raka. Dvakrat sem se ji pomagal, sem se z naravo pomagal. Mislim, ti je težko govoriti o teh stvarih? Ni, samo jaz se počutim, ko govorim o bolezni, se počutim še dolgočasnega, veš, ker ljudje marsikaj sem govoril, ponavljal. Ampak recimo, da si se obrnil k naravi, ne? Ja. Kaj se pa zgodi? Mislim, kako da si to... Kaj ti je dejansko spremenilo? Sem pa po 60 kil, so mi že pripravljali plac na hospicu. Pa so rekli, prijatelji, probaj to. In kaj si probal? Naravo, ne bom... Sej to na koncu. Smolo, ne? THC. To lahko vse rešeš, veš, le ti povem. Kar pa delajo največjo napako ljudje, ko se pač zdravijo z naravo, največjo napako je še probaš, ne? To smolo, pa res pomaga. In se vleže ko maček, ko nas štiri tam v kavč. Pomaga, ne? Se ti začne vrteti, veš, THC je psihotropna snov. Ja, ampak ljudje so in takrat naredijo največjo napako, ker takrat ti, da če hočeš, da to zdravilo pomaga, moraš hoditi, moraš teči, da se zadihaš. Ima ta mikrofon, da se zadihaš. Ker če ti se ne zadihaš, a veš, če ti kri ne prinese THC do vsake bolne celice, vse skupaj pokakaš. To je že stran. Ti moraš takrat začeti migati, ne se vležiti, migati. Ne zdaj, da greš na olimpijske igre, ampak boš biti v hebu, iti, pritiče gor, dol, da nekaj delaš, da si upehan, da cirkulira kri, ali da te nekdo ustraši, razumeš, da te da v bistvu da se cirkulacija zgodi. Ja, drugače ne. Drugače škoda denarja med ta stran. Tudi ogromno ljudi dela napako, ne. Jaz pa imam za to štango doma, pa se gor vezem ko majmun vsaki dan. Ja. Jaz bi moral praktično živeti danes za vrečko, ko srečo. Ja. Teoretično. Bravo. Ja. Bravo. Mislim, da to so take težke odločitve, ko dansko zdravstvo ima neke svoje poglede. Pa enostavno si moraš imeti pogum, da spremeš neko tako odločitev. Da gre lažje. Mislim pač, da... Sej, jaz imam še vedno zdravstvo, čeprav je kakšna gnila jabka noter, sem jih spoznal, par gnilih jabk, ampak na splošno imamo v vsakem času.
vsaka jim čast, onkološki inštitut, ko mi je bil drugi dom, vsaka jim čast. To so stvari, ki sem dal opisati, veš, oni ljudje, ko delajo tam noter. Ponga, te še kliče, zdaj mi ne bo pač ne vem, po dnevi, po noči, zjutraj, popoldne, non-stop je tam, non-stop je unij doktor tam, non-stop. Pa jaz ne vem, kdaj spi, pa sem prišel, zdaj sem bil šakti, stalno je tam. Ne vem. Ja, v bistvu se je plemenito delo to, ne? To nikaj reči, to ne. Ok. Da si recimo mindset nastavo, da si tako odprt bil za te nove tehnologije, ne? Kako recimo razmišljaš, kako si razmišljal, preden je dansko prišla, ne vem, si že računalnike prej verjetno redno uporabljal, kako je v bistvu to izgledalo, ne? Imam srečo, imam enega odličnega soseda, vis-a-vis stanuje, veš, on je pa prav programer, računalniški programer. In meni je toliko, figo, da mi je naučil. Elvis, tole foro, ne, pa preber se. Kaj? Preberi si. In sem mogel vsak prebrati, razumeš, da bi sem mi lahko rekel, da ne, sem se mogel potruditi. Mi neki se program zruši, kaj? A ti nisem zadnjič povedal, ti moram zopet ponavljati, pa tak mi nabija, kaj, ja, in mi morajo možgani delati, veš, on ogromno stvari mi je tako naučil, veš, kot profesor bi bil svinja, ampak noči pa le naučil, pa me morje stvari, res. In kar se tiče, marsikaj mi je on naučil, kar se tiče računalništva. Prej nisi tako bil poglobljen noter v to, ali? Bil sem kot vsak, sem že leta 2000 kupil prvi računalnik, so bili časi MySpace-a, tam sem delal HTML strani, kaj še. Slike sem stalno zbiral. No, ta moja stran sem bil lih na onkološkem inštitutu, to je bilo pred 10 leti, sem bil v bolnici in bilo mi je malo, sem bil v slabšem stanju in sem imel neke stare slike, fotografije, dol naše z Istrije, pa sem rekel, če jaz če imam te slike v predalu, ni nobene koristi, ki jih nihče še ni videl, veš, to so naše družinske slike, ampak zanimive, tam Piran pa Toroš. Če jih dam jaz nekam na Facebook, tam naredim na eno stran, bojo tam shranjene za zmeraj, ne. Jaz sem tako začel lepiti te stare slike, ne. In ljudje, veš, počasi se začelo, veš, všeč, to so bili prvi koraki. 20 ljudi, 50 ljudi, 100 ljudi, mama moja, se spomnim, ko sem imel 200 sledilcev s temi slikami. Potem pa sem začel iskati, veš, bolj, pa neki, plus tega, jaz sem imel dosti fotografij, slik. En moj pokojni bivši prijatelj, zdaj sem se malo zafrclil, moj bivši prijatelj je pokojni prijatelj Alberto Pucer, on je bil zgodovinar, pisatelj in je delal po Krajinskemu arhivu v Piranu. Jaz sem mladosti bil vsak dan sem bil v tem arhivu, smo brskali, recimo rekel, Elvis, malo pred 20. stoletjem, što je bilo 1895, recimo, je bilo prepovedano se voziti z biciklom po Piranu. Si prišel pred Piran, si se mogel dol z biciklom ga porivati čez cel Piran. Je bilo hudo prepovedano, ker si ogrožal javni red, ne vem, tacka. Glavne 2 leti je bilo to hudo prepovedano. Vse to piše notri, veš. Moj priimek, piše recimo, koliko javnih hiš je bilo v Piranu. Kje si pa recimo to zanimanje dobil za to zgodovino, ne? Meni je bilo vedno zanimivo. V osnovni šoli je bilo vse tako, zgodovino so me vedno 5. Ja, zgodovino pa zemljepis so me vedno 5. To me je zanimalo, ne. Ja. Pa tako v bistvu zaradi tega, ker ne vem, si imel družbo tako, ali... Pa, veš kaj, to je bilo toliko kontradiktornih stvari v naši zgodovini, da mi ni bilo jasno, veš kaj. V šoli so ti naučili eno, vem pa, da je bilo drugače, veš. Vsaj dol naših koncih je bilo drugače. Recimo so nas učili v šoli, da... Govorimo zdaj o solinah, ne. Nas učili v šoli, da so bile hude poplave v 60 letih, da so vse te solinarske hiše uničene, ne. Dejansko pa jaz vem, leta 70-72 je prišla komanda od takratne vlade, da se morajo zrušiti vse solinarske hiše, ker bojo zgradili novo fabriko
naseči, a tiste je sama zguba, razumeš? Tako ruši streho vsake hiše, nosi stran material in tako isto, tam smo končali. Se predstavljaš, kaj bi bilo danes, če ne bi imeli takih telebajs, kot si predstavljaš? Mi so šli rušiti majhne Benetke. Benetke so šli rušiti. Pa, ne vem, to je taki žalostni skot, ne. Pač nekdo prišel, pač na oblast. To ni več, ni bilo tistega, se veš, da Istro, to so dobili, ker smo izgubili Trst in Gorico, zato so nam dali, Koper, Izola, Piran, to je bilo pač ta trgovina. Ja, to se ne veze. To so zmerom te interesne skupine, ne, verjetno. Ja, sem ti že povedal, včasih ni bilo Facebooka, leta 47 je Stalin dal, Istrijanom je dal, pač takrat je imel glavno besedo Stalin, pa Tito ni imel, veš, se nekaj, Stalin je bil vplivnež, ne, tistih, takoj po vojni. In pač, in je rekel, ja, to bo zona A, zona B, Istrijan, te so svoje pravice, to bo dve države, to so se zmenili, pač, in so nastalo umetno, ne umetno, mednarodno priznan države, svobodno tržaško ozemlje cona A in cona B z mednarodno priznanimi mejami, znamkami, dokumenti, vse, samo kontrole je imela Jugoslovanska ljudska armada, veš, kot vojska. Drugače to so bile dve novi državi, no, leta 1953 je umrl Stalin, no, še pred tem, veš, ko je moj nono dobil svojo državo, veš, kot 91. smo dobili našo državo, nono je dobil našo Istro in na fasado hiš napisal Viva Stalin, ne. Vsaka druga hiša v Jagodju, mislim, v Izoli je bila Viva Stalin, ljudje so bili navdušeni, veš, fašizem šel tri krasne, dobili so državo, eni so napisali, hočemo Titanic, Italija, to je Jugoslavija, to je, eni, Viva Stalin, ne? Ja, pisno normalno, Facebook, Viva Stalin, pač moj noned navija za Stalin, ma so bili vsi naši, vsi so bili naši, on, ki je bil proti fašizmu, vsi so bili naši, no, ma ko je umrl Stalin, so pa mogli zbežati, veš, ker je lepo, ja, in so gradili unoforo, Goli otok in to za tašne, kot je bil moj nono, ma kejček kmet, on je bil sam vesel, pač te dobo svojo državo, je ki, pa se lahko boril proti fašizmu. Ja, to za te ideološke, ne? Sam pa te so naučili, ja, da so šli partizani, so bodili, pač izgnali fašiste, pa, in to je ogromno stvari, se je pozabilo, ne, take stvari. Pa v bistvu z tega te je v bistvu potem to zanimanje, ne, za zgodovino. Pa gledaj, do 53. leta Piran je bil še poln ljudi, veš, poln ljudi. V roku par mesecev, ko je Stalin umrl, ko so pač je prišla, pač totalno prišla, se je že prej bila jugoslovanska vojska, sem potem pač padlo proti Jugoslavijo, ne, enostavno se je priključili levo desno in takrat so v par tednih zbežali vsi ljudje iz Pirana. Kam so pa zbežali? Po celi Italiji, po celem svetu. To je bila zadnja velika migracija. No, in tudi ne piše, naši pravijo, ja, pa v 50 letih so bile zopet neke hude poplave in vse Maone, veš, Maone so polne barke, s barkami, ko so sol prevažali solin v skladišča, to so bile Maone, take posebne barke. Ja, je prišlo neurje, vse Maone potopile. Lažete, lastniki, ki so imeli hiše in to, so vzeli tudi ladje in so zbežali z ladjami, ne. Takrat ni bilo cesta, so bile ladje, morje je bilo naša cesta in si prišel čez pol leta, piransko pristanišče je bilo prazno. Ja. To je bilo brat, veš, ti so bili, veš, stalinisti, pa titini, to se pa pozabilo. No in ko govorimo o tej, in sve, med tem časom je bila edino jugoslovanska armada, tam bila prisotna samo armada, ne ono pač nadzorali meje, gor dol, ne vem kaj. In da ta armada potem dobesedno poklonila talo cono B, pač malo Slovencem, Hrvatem, gor dol. Ista armada, ko so jo leta 91 izgnali
iz Slovenije kot okupacijsko vojsko, tako nekaj takega so rekli. Ta ista vojska. Samo če mi reči, ne bi bilo te jugoslovanske armade, Slovenci danes bi gledali, v stvari mi bi govorili italijansko, bi morali govoriti italijansko, vi bi govorili nemško, bi bili razklani, ne vem, kako bi to izgledalo danes, nimam pojma. Res nimam pojma. Ne, vi bi morali govoriti nemško, to ne bi bilo pomembno slovenščino. Ja, doma mogoče tako, doma se bi govorilo. Če bi ostal tu na italijanski strani, se pravi Primorska in Istra, bi morali govoriti italijansko, edino nas, ne vem, veš kaj, kako bi se razvil ta fašizem. Vse je logično, ne? Sej v končni fazi se vsako avtohtono zemlje ima neke svoje osebne interese, ne? In v tistem obdobju so se posamezniki postavili za svoje pravice ali pa neke svoje želje, ne? In točno tako, kot se je odpeljali, sicer bil interes tistega obdobja, ne? Pa tistih posameznikov, ko so v tistem času živeli, ampak vse to je, mislim, lahko smo ponosni na to, ne, po eni strani, da je danes tako, kot je, ne. Sploh lahko govorimo slovensko. Zgodovine nič ne moremo spremeniti, ne moremo vplivati na nič. Ampak ne vem, včasih ne razumem določenih stvari. Veš, jaz kar skačem z ene teme na drugo. Te dneve, bojo prišle volitve, boste videli, bojo prišle volitve, boste leteli, bojo prišle volitve. Ok, samo oprosti, ampak jaz gledam zopet kmet. Odkaj smo smo vstopili v Evropsko unijo, pa namesto našega tolarja smo sprejeli evro. Oprosti, mi gremo voliti le izvajalce del, slovenske izvajalce del, kar naroči Evropska unija, ker to je že vse določeno, mi moramo pač nič ne odločamo. Mi gremo samo voliti izvajalce del. In če bo rekla Evropska unija, danes je belo, danes je sonce, bo sonce, če bo danes dež, bo dež. In tole po tej poti moramo iti, a bo levi prišel gor, ali desni, ali sredinski, kdorkoli bo prišel na oblast, bo pač, zato jaz izvajalca del hodil od Evropske unije. A ne, vse ostalo, če se kaj odloča, se odloča na kakšnem referendumu, kakor mi je zdaj kapljeno, edino, kar so dosegli recimo trgovci, da lahko so v nedeljah doma, to je uspelo, ne, pa ne vem še kaj tako, pa drži, kar po želji ljudstva, ne. Ja, to je v bistvu neka pridobitev, ne, predvsem za ljudi, ko so delali v bistvu tisto. Edino referendum, vse ostalo, od leta 2004 hodimo voliti, hodimo voliti samo izvajalce del. Če bi bili, ne vem, neka Nemčija, Francija ali pa Britanija, Slovenija. Ja, Slovenija je sicer zelo majhna država. Ne, zato ne me farbati, ne. Edino, kar doseže s tem, da je skregan narod. Te volitve, skregan narod. Ja. V bistvu si veliko sveta, mislim, veliko stvari si že videl, veliko stvari si doživel, ne? Nekih paternov, verjetno pa tako naprej imaš. Jaz sem doživel staro Jugoslavijo, ti si dosti mlajši, jaz sem to preživel v tej Jugoslaviji. Vse je bilo, država imela milijon napak, veš. Samo Slovenija ima pa milijardo. Dobro. Ja, ne. Ti povem, kar z tega tiče Slovenija, če pogledam, z tega zornega kota, jaz nisem Slovenec, jaz sem Istrijan. Vsaka vam čast. Koliko imate vi enih športnikov, pa ni naroda na tej zemeljski obli, da bi imel toliko kvalitetnih športnikov, kot jih ima Slovenija. Pa ni pa lahko, pa ne, da to zdravstvo. Jaz nisem, sploh se ne kvarjam športov, samo gledaj. Jih je več tukaj v Italiji, pa v Italiji ima 60 milijonov prebivalcev stari. Športnikov. Pa da govorimo čistoči. Jaz se spomnim, ko sem bil mulc, smo šli za osnovno šolo v reko Pivko, tam v Škocjanske jame, tam, ko teče reka Pivka. Se spomnim, ko je smrdela ona jama po kislini, prav smrdela, veš, kaj so bile, je bila usnjarna tam v Ilirski Bistrici, pa vem, ful teh tovarn. Reka je bila mrtva reka takrat.
Če pogledam danes, to je druga Švica, tam so, vse reke so čisto v Sloveniji, skoraj vse, jaz ne vem, če kakva zapecana, ne vem, vse je brezhibno, pogled kante, čistoča, kje časih je bila Avstrija nam vzgled, wow, Avstrija, vse rožice po hišicah, ni nikjer, pa zdaj smo mi Avstrija, če greš po Dunaju, bolj zapacan kot Celje pa Ljubljana, a veš? Ja. Potem vidimo, kar se tiče čistoče, pa varnosti. Ja. Edini, kar mislim, kar bi se pa morali Slovenci naučiti, to bi, ampak ne zdaj, takoj, vsaki dan, že jutri, da že ko imamo neke tujce, ma kakršnega koli tujca, kakršnega koli, ali prije delati, ali prije na turizem, razbijte zid. Tudi če je Albanec, recimo, pa začni, probaj malo komunicirati, ne pa saj si tolerant, ja. Ne, vse me ne moti, nič. Ja. Mi smo pa drugačni, veš, Istrijani, to je tudi v Celju, jaz lahko to učal, da se kar dobro razumem, začnem tudi če Albanec, začnem vrtati od njega, ali pa če Indic, lih tako, pa Filipin, sem že spoznal tu v Celju. Ja, začnemo govoriti, to sem se navzoril in ljudje šuj se odprejo. Po testem trenutku se oni lahko asimilirajo, ne bojo se, pa tudi če je Rom, lih tako, veš, lih tako, če boš, pa če boš začel govoriti z njim, pa tako, brez da, lih kadar mora biti neke batine, da boš komuniciral z njim, tudi če je Rom, ne, smo pogoreli kot družba in to se dogaja. Zakaj misliš pa, da je danes... Pa to je samo gledalo, niso Romi krivi, veš, ajde, pustimo te posameznike, to smo mi, ki izločamo. Ampak zakaj misliš, da recimo je prišel do tega, ne vem, recimo zgodovinsko po tvojem mnenju, ne? Ker recimo to raste v človeku noter, ne? To je v bistvu nek karakterni zapis človeka, da ima ta nek, recimo, da si to opazil, ne? Ma ne vem, to je vzgoja, v genih, že v vrtcu so nam tušice učile, veš, smo naučili hoditi, veš, capljati, pa vržeš mu papirček, pa pleh, preče tušica, vržite papirček v kanto, da ne bojo rekli turisti, da smo packi. In to so nam ponavljali že kot mali otroci, da ne bojo rekli turisti, da smo packi. Vržite ta papirček, vržite tisto v kanto, poglej, popravi se, da bojo rekli turisti, da smo... Tako so nas vzgajali. Razumeš, že ono, brez nekih zidov. Ne? Pisal, to je dober, ne? Ja, mislim, ta segment. Mogoče bi, ampak ti povem iskreno, te zidovi, ko se delajo Slovenci, ma ne, se ne da mešam vse v isti koš, ne dene, ampak je res ono razdvajanje, ne? Množina pa dvojina. Ja. Veš kaj, to imam vprašanje, ko si rekel, da si Istrijan, a ne? Ja. Pa Slovenci, ne vem, recimo, kje je meja za Istrijana, a ne? Pa do Črnega Kala. Do Črnega Kala. Ja. Črni Kal. Ja, ma čuj, tako se na to lahko samo smejemo, veš, to je to naš humor, ampak lahko imamo to humor, mi smo ponosni na to, ja. Ne, do Črnega Kala, naprej, no, pa kje še to velja, Koper? Koper, Izola, Piran in v Šovinski hribi, gor, še eno, to ste se učili, dokot piha burja. Da vidim, kako tebi šlo to. Dobro vprašanje, v bistvu burja je za mene na obali, a ne? Ti povem jaz, burja piha do Dragonje, a dalje duva bura. Dobar vic. Pa ni vic, kaj? Ni vic, čakaj. Ne, če te to tušica to vpraša, ti bo dala 5, sigurno, le, verjemi ti meni. Verjemi. Ja, do Dragonje dalje duva bura. Jaz sem lih naredil en komad, veš, na ta račun danes, o burji. Ok. Ja, zdaj sem ti rekel, zdaj sem uradno, sem lastnik, avtor vse moje glasbe, lep komad. Fantastičen je. Ok, zdaj recimo, se pravi, ta računalnik pa te stvari, ne, se pravi, ko si se naučil recimo z njim upravljati, ne,
Kdaj si pa v bistvu začel z umetno inteligenco, se pravi, kdaj si videl tukaj noter priložnost, recimo za svoj, kako bi rekel, da si se lahko začel po svoje izražati, ne? To je bilo pred kakim letom in pol. Jaz sem pa to se pokazal, tu se lahko igraš, imaš tu par verzij, lahko zaston, pa nekako narediš svoj komad gor dol. Jaz sem pa imel, veš, dosti teh videoposnetkov z ozore, ampak to je vse, veš, ko je glasba, je pač avtorske pravice, gor dol ni nobene koristi z mojega zornega kota, pač avtorske pravice. Jaz lahko objavim, samo če bo Astix vrtel muziko, vse te avtorske pravice grejo k njemu, ne meni, ne vez. No in sem rekel, fajn, pa jaz naredil kakšen psaj komad, ne, in sem naredil, in tako sem začel psaj muziko delati, pa malo slovenske, samo umetna inteligenca ne mara slovenščine, ker je pa več četrti jezik, veš. Sem pa že z angleščino, veš, naredi fantazija, italijanščino, slovenščino, vse srbo-hrvaščino, odlično, slovenščina, nemščina, nasmešajo slovaščino, veš, vse se uči zelo hitro, Ampak gre, vsak dan boljše, zdaj so kar dobri komadi, ampak na začetku so bili malo smešni. Se sliši, ne, ta grobost, pa nepravilna izgovorjava. Zadnje generacije so, mama moja, pet malo na mojo stran poslušal zadnje komade. Odlični so. Zelo hitro se učijo. Ja, vse to bo, čez par let bo to čist drug sveta, ne, to je res, ne. Ampak si recimo tak imel občutek, da mislim, kako si recimo začel, recimo na kak način, ne vem, kako se je tvoja izkušnja recimo začela z umetno inteligenco, ne? Tako. Ja, zopet mi je sosed pokazal te razno, kako bi lahko iz slike naredil video, veš, ima to so bili še bolj taki kilavi, vse že reče, bolj za silo umetna inteligenca. Če mi reč, še pred enim letom je bilo čisto drugače, bilo vse tako bolj očitno, da nekaj ne štima, ne. Zdaj pa, ko delaš neke posnetke, se moraš potruditi, kaj je to res ali umetna inteligenca. Jaz imam pač sem šel v to pot, da tele klipe združim, da naredim celo zgodbo. Recimo, zdaj imam eno zgodbo v glavi Perice iz Celja, recimo, ne, imam fotografije Peric, ko so ob Savinji prali perilo, zdaj jih bom obarval in naredil zgodbo iz teh Peric celjskih. 100 let nazaj ni bilo pralnih strojev, bilo drugačno življenje. Zdaj bom sestavil muziko in cel video teh Peric v Celju, ne vem, ulica, kako je izgledalo Celje. Kje pa dobiš recimo bolj te fotografije? Vse ti pravim, da izbiram že. Ampak tako recimo, ne vem, spoznaš nekoga ali greš, ne vem, tja v arhiv, pa probaš tam pridobiti. Zdaj se tudi lahko na spletu najde fotografija in z nje narediš video, kaj. Tako na tak način. To se ni. Čekaj, ne vem, slike tale, ne vem, graščina, celjska graščina iz 1900, ne vem, kdo avtor te fotografije. Jaz znam umetno inteligenco, ona naredi po svoje in ne boš ugotovil, odkot je to. Šans. Se pravi, se izhajaš izključno iz ideje? Ja. Potem greš pa to idejo razvijati. Pa sem videl zgodbo recimo o boškarinih. Veš, kaj so boškarini? Priimek mislim, da pozna? Ne, to ni priimek, to je istrsko govedo. To je največji sesalc v Evropi. Ta boškarin, recimo boškarin vol je dvakrat večji kot klasičen vol. So bili predvsem za tovorna dela. To je avtohtona sorta, kako se reče. Pa sem zgodbo recimo lov na ciple, ko so včasih lovili ciple, pa sem pokazal recimo piranski mandrač, piranski tramvaj, v italijanščini, slovenščini, pol sem naredil kaj še v Celju v 60 letih, pa sem naredil mariborski sejem, mariborski sejem leta 1960, pa je bil ljubljanski velesejem na začetku 21. Dosti takih zgodb sem naredil. Za vsakega rabim, kar nekaj dni, veš. Samo ne delam šusov. Nekaj naredim, barve, pustim nekaj dni, da nekaj drugega.
ko se tam vrnem, pa delam muziko, pa pustim nekaj. Ne delam jaz to non-stop, se mi izrola. Ne morem. Pa oči mi že trpijo. Ja. Uporabljaš še kire programe pa še uporabljaš recimo za fotografijo pa video? Sumno si rekel, da uporabljaš za glasbo, ne? Ja, potem porabim te, kaj že, se ne spomnim, ProArt, kaj, več od Googla, tega občasno se naročim. Ko mi pride zgodba v glavo, pa nisem stalno prijavljen, ki bi šlo preveč denarja. Ko imam kakšno zgodbo, se pa naročim, plačam, tržejo in naredim video. Kaj za en video potrebujem 20 do 30, 40 fotografij, ne? Razni konci. Vsak če ima drugačna scena, drugačna fotografija. Grok je, mislim, da začel delati te animirane fotografije. Grok. Grok je v bistvu ta od X-a, Elon Musk, ta zgodba, ta smerna. Vem, da sem zasledil, da nedolgo nazaj so začeli v bistvu iz fotografije delati live fotografije, ne? Kar je, ne vem. Jaz nisem na X-u, tako da. Ja, na vse v bistvu je Grok, je tak čist posebej program za to. Čaj. Ja. Ko si pa recimo, ko narediš recimo en tak video, ne? Je pa recimo, ne vem, s kakim namenom recimo se to lotiš, ne? Recimo, kaj ti je recimo v bistvu tista želja, da na koncu v bistvu ta video doseže, ne? Recimo, zdaj nameravam narediti o Celjskih Pericah. Želim narediti video, zdaj zgodba imam šele v glavi, veš, imam že par posnetkov, nekaj se že premika, ja. In fotografij imam že, črno-belih fotografij imam že dovolj za celo zgodbo. Zdaj tam pri umetni inteligenci, ne, jo prosim, da mi obarva, ampak jaz lahko obarvam 5 fotografij, 4-5 na dan, več ne, drugače moram plačati. No, dokler je brezplačno, jih obarvam, ne, kaj, mi jih obarva lepe barve, tako kot rečem jaz. No, in potem pa, ko je tole vse pobarvano, pa dam jaz to v ProArt, ne vem, ko se kliče, in mi naredi, če opišem, kaj hočem, recimo, ta lampa se bo sprehajala v levo, bo zavila v desno, bo šla gor, bo šla dol, in da vse moraš opisati, kaj želiš iz te fotografije. Pa samo fora temu, da včasih dela, naredi po svoje, veš, umetna inteligenca, ni vedno, tako da ni vse 100%, moraš narediti več možnosti, da bo pač kvalitetno, da bo šel tramvaj po tirih, ne pa po morju, ne, to se zgodi. In pa kakšen, ne vem, tako mi gre čas, zakaj, kaj bi delal? Kaj bi delal drugo? Čisti expression. Ko bom se vzel dopust, bom moral iti nekam, ja, jaz sem bil že zadnji 2 leti, sem šel na Šrilanko, sem šel za mesec dni, to je bilo najbolj tako cenovno, najbolj primerno, ceni. Edino, kar plačaš, je letalska karta, doma imam enega prijatelja, ki ima hišo tam blizu Kolomba, pa idem k njemu na obisk, tam sem pri njemu, pa pokrijem vse stroške, pa vse glih ime je polovica cene, kot da bi živel doma, veš, pa ne dam nekaj letja, ni nič, pa vse stroške pokrijem. Vse. Kilo sadja ti. Za 1 evro dobiš 4 kile sadja, ti meče v hrbet. Ja, veš kako, mama moja. Pa da ne rabiš dosti. Si šel zaradi tega, ker te je pa prijatelj dal povabo? Ja, on je DJ in tudi jaz smo pač se poznal preko Facebooka, veš, jaz sem dosta objavljal od Ozora festivala, vsaj Musko. In je pospremljal in smo začeli tako komunicirati, pa če rekel, da imajo na Šrilanki, imajo te festivale, se ko bom pa šel pogledati gor dol in tako smo se spoznali. Tako da sem šel že drugič dol. Fajn je, edino letalska karta je unih 700 evrov, zdaj se je podražala, veš, kar precej. En kij, zdaj sem po 2 leti sem plačeval po 700 evrov, letos je pa nekaj čez 900 evrov, tako da je šla kar precej gor. Ali evro padel, ne vem, zakaj se je to podražalo.
Ja, se to je Avtopovratna inflacija. karta. Vse Inflacija. ostalo dol ti povem, imaš take lepe sobe s kopalnico, pogled na morje za 20 evrov zajtrkom. Čudovite sobe. Kako si recimo doživel Šrilanko, tak recimo v... Kot je bil na vasi, si radovedni, si te gleda oči, vse ono pa se nekaj dogaja. Ja. Zato hodim rad po ulici, vsak se stavi, odkot si, koliko časa si, levo, desno, ja, zdaj, ja. So ful taki. Oni so budisti, ne. Ogromno revežov je, samo oni, tam biti revež je, to je način življenja, veš, kaj tak. Tam rase non-stop. On se ne rabi zdaj jeseni, kam bom jaz, recimo en brezdomec, ja, po zimi bom pa lakota, pa tam je stalno poletje, stalno rase. Tam toliko dobrih ljudi, da noben ni lačen, veš. Pa to je njihovo življenje, pa za njih je revež tisti, ki je prazen po duši. Ja, pa lahko pride, ne vem, Američan, turist pa je pun ko Kanta, je revež za njih. Ja, ni, znaš. Ja, to imam recimo menega prijatelja, ko mi je enkrat dal in tako misel mi je usadil. In rekel, da nekateri so tako revni, da imajo samo denar. Tako sem veliko razmišljal o tem, ne. Ne, meni všeč, meni všeč naravno pozornost, kot kelner, veš, ko so ona rekli, pa dal, ki sem bil se nasmejal, pa mi rekel, pa videti, stisala marko ali pa liro, vse lepo, to ono znak pozornosti, ki lej, ne. Je, to, kot ti vidiš, kot ti da srca, teh je bilo ogromno. Jaz sem bil že kot mlad, sem bil tak, vedno, ne vem, pozitiven, ne vem. Ja, in ljudje sem bil kot kelnerja, pa jaz sem imeli radi gosti, veš. Jaz sem ogromno tringal to, pa te peče glava. Tako govorimo, zadnjič, ko sem še delal, to na Bernardinu, Rožu, to bila moja zadnja služba, pol pa je bilo gotovo, ker me je rak preveč načel. Recimo, jaz sem dobil plače takrat, uradno, veš, okrog 1200 evrov, to govorimo leta 2008. A napitnine je bilo pa 3 do 4 tisoč. Vsaki mesec. Samo je bilo, takrat je bilo dosti, veš, tudi Rusov, imeli naftne vrelce, veš, po Sibiriji, in bilo Portorož in Bernardin, to v tistih letih bilo ogromno Rusov, zdaj jih ni več. So po južno pojedli kosilo, mož in žena, in so ti stisnili 100 evrov v žep, veš. Ja, lej, ja. To vpraši kakšnega boljše kelnerje, poznajo te zgodbe. Pa ne samo to, tudi samo mora biti kakšna riblja restauracija in določena struktura ljudi, ne. Pa tudi Kitajci, pa recimo, bilo tudi tam v Portorožu, bilo tudi Srbov, ko so delali v tujini, pa so prišli na morje, pa vseh koncev, ljudje so še vedno bogati, nekateri. Če se znaš iti v gostinski posel, pa če znaš na prav način. Jaz sem strignito zaslužil stanovanje, bajten, kot dalje. Klint sem že kupil v stanovanju v Piranu na Tartinem trgu v gotovini. V gotovini sem ga kupil. Brez kredita. Jo. Tako. No, ja, dokler sem živel, moj edini šport, to sem ti pozabil povedati, od 5. leta sem se začel potapljati. Ker moja mama mi ni kaj dosti pustila, da sem hodil na plažo. In ko smo se švercali, veš, pač dostikrat sem zbežal in ne vem, in pač sem pa ta feeling, da mi bilo potapljanje všeč. Ja. Pa masko, pa plavutke, vsaki dan lejo. Od konec aprila pa do oktobra, jaz sem bil non-stop v morju. To je bil lepi čas. Si bi se šel tudi na dih ali na masko? Na dih na masko, brez bombo. Brez bombo, kak je, sploh ne znam jaz uporabljati bombole. Ja, mi smo se šetali po dnu brez bombo. Se veš, ni to neka globina tam v Piranskem zalivu, 20 metrov. Ni neki. Dobro, mislim, da to je dobra rekreacija, drugačin za pljuča in za vse. Pa drugega, da je bilo malo več, ne vem,
bi bilo še malo živo vse skupaj. Ja, in verjetno, veš, jaz sem rasel preventivno, sem delal na pljučih, sem igral trubento, sem rabil dobra pljuča, sem se potapil, zdaj pa dobra pljuča. Imam nadpovprečno zvita pljuča, meni nič, sem imam pljuča, kaj sem rekel, 8,5 litrov volumna sem imel. Ogromno. Pljuča sem imel zdrava, pa še zdaj ogromno pokadim, če jaz ne bi imel take preventive v mladosti, ne vem, če si bi lahko to privoščil se tako igrati s kajenjem. Ne? Ja, le se to je, vsak človek ima v bistvu tisto neko pot, ki se potem nekaj zgodi, ko ne veš, potem vidiš, ne? Ko malo nazaj pogledaš, vidiš, kaj bi bilo smiselno spremeniti. Ne? Bi kaj v življenju spremenil? Pri sebi. Ne, tako pa nasplošno, kaj je tako recimo pot. Ma ja, vej. Ma ne, sej, meni je v redu, veš, sem, ma ne. Problem, da jaz osebno ne morem vplivati na nič. Edino, kar lahko naredim, vsaj zdaj, iz danes večer bom se spomnil eno dobro idejo, bom dal muziko, dober komad in ga bom vrgel na svetovni splet. In vem, da eni 100 ljudi, se bo smejalo tam, wow, dobro, lahko tudi ne, ampak ponovadi je tako, veš, plešem tam, da nim žutko, sam sabo, delam nočke sebe, ampak glej, vsak po svoje. Jaz saj priznam, ne, čuj, imam papirje, da sem norc. V bistvu uživaš trenutek, ne? Ja. Ampak to je ful veliko bogatstvo, ne? Rabiš, pravi, umetna inteligenca, to je umetna. Ja, samo za umetno inteligenco, prvo, imaš idejo, kaj ti bo rabila umetna inteligenca? Ne vem, ti pa pomaga pri biznisu, ne vem, pri pravnih postopkih. Meni pomaga zato, da delam, zabavam ljudi, pa 40,000, pa 3 milijone ogledov vsaki mesec. 3 milijone. To niso hec, jaz nimam nobenega sponzorja, nisem ne politik, nisem ne nič, ja, jaz sem penzionist, ampak mic, zgleda, da ljudem to všeč. Ljudem je to všeč, moje delo. Pa skačem od zgodovine Pirana do Psytransa, do Šrilanke, pri meni me je, veš, pa ti bom dal italijansko pesem, slovensko, srbo, hrvaško, vse ti bom dal. Znaš, kar meni, lej, kakor se počutim. In plus tega, to je, sem zelo pozoren, da ni nekaj, kako se reče, nasplošno tak negativnih nekaj opasken, to je enostavno zablokiran, sam zablokiran. Ne rabim. Že koli so ljudje, veš, če si gost, obnašaj se kot gost. Ne? Jaz mislim, jaz ko grem na eno stran, ne, pa nekdo nekaj objavi, ne vem, jaz sem gost na njegovi strani, ne bom začel tam pluvati, pri meni tega ni, če bo začel kdo žaliti, kaj pa ti, veš, začnejo, ne vem, ali pa pet, bilo kaj, jaz to zablokiram in to je, jaz imam tudi svoje, kako se reče. Kako se reče? Cenzura deluje. Pa plus tega, a veš, kaj se dogaja zadnje čase? Meni že Facebook zakrije, veš, ko so kletvice kitajske, enostavno zakrije komentarje, pa nekdo, ki prodaja, veš, neke zavarovanje, veš, ko ti dajo neke komentarje. Meni to že Facebook vse zakrije. Jaz se noter so v bistvu nastavitve, ki si jih lahko... Sam program to briše. Ja. Da ne pride do... Zlorab, ja. Jaz se kar ti dansko lahko to tudi nadgradiš, pa daš noter določene besedne zveze, ki ne želiš, da se pojavljajo. Jaz tega nisem naredil. Ampak Facebook pa ti socialno mreže bojo dansko vedno bolj to delala. Čeprav jaz to vse pregledam, veš, da ne bi pač pri meni nema to slabe volje. Jaz sem ful začutil ta entuzijazem na otepno in zato je v bistvu bil eden izmed tudi teh razlogov, zakaj sem želel s tabo tako malo poklepetati pa govoriti, ker mi je simpatično. Stvar, recimo, govorimo o politiki, ne, že smo zaprej pri tej politiki, ne. Moj drugi boš prijatelj je pa, si že desničar, ampak glej, to se zaustavi.
ima pač svojo religijo, ampak se zastavi. Mi imamo druge teme gor, razumeš, in nobenega problema. Vsak ima svoje mnenje, ampak izgleda, da zadnje cajte ljudje ne znajo si pa, kot da bi žaljali, preklinjali, ne vem kaj, tele tašno, tele levičarsko, tele jašinsko, razumeš, kdo je kaj kriv, kdo je kaj. Nema toga primeri. Ti ni več. Ja, jaz naredim kar čistko, jaz imam, lahko ti povem, tudi po 100 ljudi zablokiram v mestu 2. Ja. Pri 40 000, ni tu pardona. Ne. Ja, se končni fazi ima vsak pravico po eni strani, a ne po svoje urejati svoje okolje, a ne, se tudi kot jaz ali pa ti ali pa vsak posameznik ne ima pravico se gibati v nekem okolju in če mu neko okolje ne paše, lahko enostavno si stopi iz tega okolja in enostavno si narediš tako, kot ti danes, kot ti odgovarja, a ne. Se to je v bistvu čisto legitimna pravica, a ne. Dokler ne škoduješ drugim. Če jaz imam prte tamle komentarje, lahko vsak komentar kot če. Samo, če pa to nekdo izkoriščal, da bo 100 druge spravo slabo voljo. Ampak zakaj misliš, recimo, da je to, recimo, da je neki te slabe volje, po tvoje, glede na svoj... Ne, veš kaj, jih je zelo malo, imajo pa več profilov, to so troli, ne. Ima tak... Jaz postavim, mogoče jih 1 promila v Sloveniji, promila. Uživajo tem, da se tako sproščajo ego, veš, neki, že nekam bombo prije tam, pa razumeš, neko družba, ne, pa jih ni dosti, samo več profilov. Soglasni, ne? Ja. Ali pa so dobro razporejeni, ne? Pa, veš, jaz imam probleme, jaz me vsak dan poskušajo odreti v moj profil, vsaki dan. Ma jasne, na mail me pošiljajo, jaz te vprašam, da se milijon tak. Ja, se tega bo vedno več, ne? Ja. Se ne veš kaj. Če gledam svetovni merilo, sem dreptinca, ali. Ampak za Slovenijo ali pa za Istro... Mislim pa za to specifično področje, ki ga dansko pokrivaš, kar se fotografij tiče, pa tega AI-ja pa tako naprej, v bistvu je tako zelo simpatično. Jaz nisem še noben, mislim, delajo ljudje kakšno reklamo, kar so štosi, so taki štosi, veš, skeči, ma drugo niso. Ja, vsak ima svoj stil, ne vem. Eni radi slikajo, ne vem, sončni zahod z milijon, vidiš, tisto slik, eno in isto sonce, ne, vse milijon slik, ja. En mucka tam, vseh zornih kotov, vseh. Jaz pa raje to delam. Se kako pa recimo vidiš, recimo umetna inteligenca kot nekaj, kar bo za prihodnost, ne? Se pravi, ne vem, danes pa naprej. Ja, mi bomo gledali, če bomo mi žleh do nje, bo žleh ona do nas, tako kakor jo bomo naučili. Jaz sem zelo prijazen. Ne verjameš? Dobro jutro. Lepo te prosim, a mi lahko narediš to pa to, lepo prosim, hvala. Ja. Ti si kar smej. Ne, ker je res. Ti si kar smej. Ker je res. Če pa začnem kritizirati, pa mi naredi samo te slike, pa mi že piše, da mi je potekel, ja. Ko se reče, limit čaki jutri. Ja, če si pa priden sladek, 5, 6, 7. Probaj. Bolj, ki si prijazen, večmo, pa vse se zapomne. Vse. V bistvu se tudi ljudje si to zapomnimo, ne? Tudi recimo v realnem življenju, ne? Če se nekomu zahvališ za čas pa za prijaznost, ne? Z vsakim pogovorom, v bistvu včasih to več pomeni, ko pa vse drugo, ne? No. Vsake stvari. AI, umetna inteligenca, ja. Samo pri umetni inteligenci, že vsaj iz mojega zornega kota, moram imeti neke podatke, da pokažem, vidi ta vogal hiše, ne, in
Jaz bi rad s tem vogalom hiše, od tega vogala hiše prišel z točke A na točko B in povedal to zgodbo, ampak treba imeti, jo usmerjati umetno intelektu. In moraš dati čim več podatkov, da narediš to zgodbo. Ali s fotografijo, ali z opisom, ali na koncu moraš imeti idejo, ne? Pa moraš imeti tudi material, ne vem, čuj, pravim, jaz delam to. Jaz sem ogromno fotografij, ker sem izbiral. Jaz ne bi mogel nikdar narediti tramvaja, da se fura od Pirana do Lucije, če ne bi imel starih fotografij. Nikdar. Ne morem reči, da naredim izi film umetne inteligence, ki si pamet, naredim film piranskega tramvaja, ki je iz Pirana do Lucije. Ni moža. Rabiš ti slike, zgodbo, kazati, ne? Ja, to je tudi v bistvu neke vrste kreacija, ne? Ja. A zdaj pa veš, zdaj že ve, jaz ne rabim več omenjati, on bo vedno naredil rdeč tramvaj, še piranski, ne rabim pisati barve. Že ve, da je rdeč. Kako bo misliš, da bo v bistvu vplivalo to, na kaj vse se še bo to v bistvu, mislim, recimo, kako si predstavljaš recimo čez 5 let? Kot vsak inštrument, če ga boš uporabljal, ti bo koristil, če boš samo pa nič kaj, boš pa nič, ne vem, boš ostal, ne vem, boš ostal tam, boš lepo slikic. Spomin, ja, in boš zadovoljen, lih tako boš zadovoljen. Razumeš? Kje? Eni so rajši grejo tam v vrt, pa sadijo tršilč, pa uživajo. Jaz nimam vrta, ne. Mislim, imamo kmetijo doma zdaj v Celju, ali bi šel na kavico, na sprehod, jaz reči skuham kafe doma, pa 3 čike, 4 čike, lepo. Takele. Ja, ne, ker recimo sama umetna inteligenca bo, mislim, jaz sicer vidim, da bo veliko stvari spremenila, no, tako, tudi dosti na bolje, no. Jaz sem recimo bolj optimist, kot pa pesimist, no. Ja. Dosti ljudi je pesimističnih, no, glede razvoja, ne. Veliko stvari ti olajša, definitivno. Ja. Lahko počneš nekaj, kar dejansko prej nisi mogel početi, ne. Mi je pa fascinantno, recimo, da se pač recimo starejša generacija loti tega, to mi je recimo to me pa dišivno, veš, kako pri tabletah, vse super zdravilo, vse pomaga, samo ne jih zlorablja. Kako ti misliš, kaj imaš v mislih? Mislim tudi pri umetni inteligenci, odlična stvar, samo jo ne smeš zlorabljati. Recimo, kaj imaš v mislih, recimo, kaj bi izpostavil to na tej točki? Kaj sem, karkoli negativnega, ne vem. Kar tako. Ja, za sabo lahko potegne neke odvisnosti. Če ti zdravnik predpiše zdravilo, ti pomaga, normalno pomaga. Če boš zlorabil, da boš pil 10krat, pa sploh ne, bo samo škoda, ne bo, ne. Tak mislim. Ker recimo ko greš recimo delati ko greš iskat materijale, ne? Recimo, kaj ti je pa najbolj simpatično, recimo pri teh starejše slike, so ti všeč, na črno-bele pa se te stvari, ne? Kaj pa recimo ti je, recimo, kaj ti pade v oči, pa recimo, kaj ti je tisto, ko ti da inspiracijo, da greš potem zgodbo naprej razvijati, ne vem. Ko vsako mesto ima neko specifiko, recimo, ne? Kaj sem? Malo, to so naši spomini, veš, malo se spomnim, kako bilo včasih, koliko rib smo včasih ulovili, pa so te fotografije, to so celo posnetki, ko smo v enem dnevu nalovili po 50-60 vagonov ribe v Piranskem zalivu, veš, kako je to v ribe. V vagonih se je šlo to, veš, ne 300 kg kot danes. Ja, zdaj sem kdaj je bilo to, konec 70 let so strokovnjaki pa se odločili, da bo gradili marino Portorož točno pred drstiščem Ciplov, tako da je to bil en velik udarec. Kaj takega danes se ne bi zgodilo, ne. Tam so se Cipli drstili tisoče in tisoče let in ribiči, Pirančani, Koprčani, Izolani so se združili in so imeli tak sistem z mrežami in so polovili po 40, 50, 60 ton rib v enem dnevu. Tako da smo bili altroke samo oskrbni, ja.
Zakaj je prišlo do te odločitve? Ko? Zakaj je prišlo pa do te odločitve? Mislim, to mi je ful Ne, fascinantno. takrat to niso dali poudarka, včasih je bilo ogromno denarja, kazino, veš, Laufov, bil glavni sponzor, so zgradili pač marino, vse, turističnega zornega kota, cool, ne, samo ne na pravem mestu. Ker enkrat, ko drstišče uničiš, potem se cel ekosistem podrane. Ja, samo to se pozabi, veš, te stvari zdaj. Ja, to pa je to. Te stvari se pozabijo. Je pa dejansko, vse imamo posnetke, pač, da so lovili res, mama moja, vagone rib, s lopatami so jih nalagali, s lopatami. Cel dan so nalagali, cel dan. Kamioni so vozili gor v Delamaris in celi v Jugoslaviji so tvorili te ciplje. Vsako leto. Ja, in pol je bila pač so prišli taki časi, bomo zgradili marino, Portorož, so zasuli lucijske soline, pa zgradili marino, pa začelo kar. Je v bistvu midva že snemamo 1:20. A res? Pa sva naredila domačo nalogo. Fino, zdaj se mi pa dvignil, zdaj sem pa vesel. To gremo proti koncu. Ja. Ne, jaz bi se ti res zahvalil za tvoj čas. Hvala tebi za vabilo, to je moja nova izkušnja. Fajn. Mislim, da zelo rad govorim tako entuzijastno. Jaz govorim premalo, veš. Premalo govorim, ja. Eni vsaj se, veš, ko med tuširanjem spojejo, niti tega, ne, če sem ti kot tih riba sem. Jaz sem, veš, dokler sem delal v gostinstvu, jaz sem po 12 ur moral govoriti. Jaz sem delal v ribi restauraciji. Vsak gost, ko je prišel posebej, sem mu dal jedilni list in cel jedilnik zdrdral, kaj imamo na razpolago. Italijani to imajo radi, veš, oni ne gledajo jedilnega lista, oni radi slišijo, kaj je naredil danes šef kuhinje, veš. In ja, imamo mušle, dondele, kapesante, rižote, rezance, škampe, kalamare, milijonkrat to ponoviš, veš, ko piješ v leta, pun kufr tega, ne govorjenja. Ja. Mislim, meni deluje zelo zgovorno. Zdaj se ti pravim, ampak verjetno v družbi si, ne, ko si pa... Ne, res drugače se ti pravim. Res imam problem, veš, mi zmanjka teksta, pa začne, to je to, pa ja, pa ne, je že v redu, ja, se trudimo. Sem Italijan, se ni važno, tega planeta sem človek, tega planeta. Ja, pa čeprav lahko me gledajo, ampak sem naredil največ komad Slovenije. Ne vem, najdi mi enega, ki je naredil več komadov, kot jaz, da se sliši. Lahko jih naredil več, nima pa toliko publike. Važno je, da dejansko ti, kar počneš za srce. Glavno, hvala za vabilo. Bilo fajn, bomo še kaj ponovili, če bo kakšna drugačna tema, ne, morda bomo še koga povabili zdravo, ne vem, nikdar se ne ve, ali pa bom dobil pripoved tole, kako se reče že tem naslednjo, kaj že, ja, lahko bom dobil poljudivija, bi se reklo. Ne, v bistvu mi je simpatično to, kar počneš, hvala, no, ko počneš to, kar počneš za srcem. Enako tudi ti, sem videl, ja, da si aktiven. Meni je to moj passion, pa to je moja pot. Jaz se bomo morali zihta ta mikrofon, je tak velik. Jaz imam takega mičkega, samo bož, da ga nimam. Ja, v bistvu, tole smo mi začeli. Ja, to je profi, jaz smo muno. Ja, ni še profi, ne. Je že v redu, je. Škaj misli, tole je v bistvu, to je budget, low budget sistem narejen. Gledam samo koliko asistent, če ima še baterijo, veš, mora biti tiho. Ja, se smeje. Dobro je. V glavnem res, hvala ti. Hvala tebi. Se še vidimo, ne? Se vidimo, se slišimo. Tako. Lep večer.